Živijo, sem Filip in živim čisto blizu vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Že od malih nog rad spremljam letala in helikopterje, ki obletavajo okoliške vasi. Pri tem se mi poraja veliko vprašanj. Zdravo, Matija. Gremo en krog, pa kar. Kolikokrat na teden poletite in s kakšnim namenom? Tudi preko 10-krat na teden upravljamo podporo za enote Slovenske vojske, od prevoza moštva, transport tovora, za zaščito, reševanje in pomoč, od reševanja v gorah, helikoptersko nujno medicinsko pomoč, sekundarni prevozi med bolnišnicami, inkubatorji. Ali lahko poveste, kaj je v nedavni akciji gašenja? V marcu je bilo kar napeto, se pravi, ni bilo dežja v preddvoru. Sam požar je bil zelo otežen zaradi dokaj močnega vetra. Kje ste zajeli vodo? Zajemali smo v jezero Črnava, ki je bilo dokaj blizu. Hkrati pa smo imeli, kot bomo kasneje pogledala, tudi bazen za gašenje na voljo. Ali so take akcije nevarne? Govorimo o zelo velikih navorih na helikopterju med zajemanjem vode, potem pa tudi pri samem odmetu ni nujno raven teren, kar predstavlja nevarnosti med samim gašenjem. Hkrati pa ni za pozabiti tudi na gost dim, ki prihaja iz požarišča. Če pilotiraš helikopter, lahko pilotiraš tudi potniško letalo? Moraš še dodatne izpite narediti, se še naučiti, tudi nekaj letenja, da čez pa lahko oboje letiš. Ker se s prijatelji ravno odločamo v naši poklicni poti, me zanima, kako ste se vi odločili postati pilot? Se pravi, želel sem si tehničnega poklica, pomagalo pa verjetno tudi, da je oče pilot. Kako postaneš pilot helikopterja? Gremo v tehnično smer, v Sloveniji to pomenilo na fakulteto za strojništvo, smer letalstvo, potem še samo prešolanje na avion, vkolikor želimo na helikopter, še prešolanje na helikopter. Sluh, vid sta zelo pomembna, znanje tujih jezikov, pa seveda ogromno koordinacije. Vojaški pilot opravlja zelo zanimivo in raznoliko delo. Super izkušnja. Adijo!